Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke, na kateri bosta poslanca Vida Čadonič-Špelič in Zvone Černač predstavila interpelacijo proti ministru za delo Luku Mesecu. Spoštovani, dober dan. Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Ker Luka Mesec včeraj ni slišal več kot 10.000 glave množice zbrane na glavnem trgu v Novem mestu, sva danes midva tukaj pred vami, da bi mu sporočila, da bi moral odstopiti. Sama sem občinska svetnica in novomeščanka, ki živi tu že 51 let. In v imenu ljudi, ki so mu včeraj pokazali ogorčenje nad tem, da ne razume situacije, mu danes sporočam, da bi moral prevzeti odgovornost, ker je koordinator za reševanje romske problematike vseh institucij znotraj te vlade. Tistih institucij, za katere je rekel sam predsednik vlade, da ne delujejo in ostal živ, ni odstopil, čeprav je odgovoren za to, da institucije ne delujejo. Tudi Luka Mesec je odgovoren, da institucije, ki bi jih moral koordinirati, ne delujejo ali drugače, so popolnoma zatajile. V Novi Sloveniji smo kar 4-krat vložili paket zakonov za reševanje romske problematike in jih vi dobro poznate. Bistvo teh zakonov je dejansko korekcija zgrešene socialne politike. Namreč nasilje je posledica zgrešene socialne politike. Zakaj? Novomeščan, ki dela in živi že vrsto let z Romi, pravi takole. 30% Romov se ukvarja s kriminalom. 60% jim je vse eno. Zato, ker dobijo denar, zato, da ne delajo nič. In le 10% Romov naj bi bilo dovzetnih za tako imenovane mehke ukrepe. In gospod Mesec je vse to vedel. Ves čas smo ga opozarjali in ne samo opozarjali. Prinašali smo rešitve, jih je ignoriral in vztrajal je pri svojih tako imenovanih mehkih ukrepih. In s tem je sporočal tistim, ki živijo od našega dela, torej od socialnih transferov, da imajo prav, da ne delajo nič. Kajti za njega je palica greh. On je delil korenčke. In zaradi tega je romska skupnost postala še bolj brezbrižna. In on se ne zaveda, da je ravno zaradi tega, ker ni podprl naših ukrepov in ukrepov, ki so šli v smer učinkovite kaznovalne politike, da je zaradi tega pahnil predvsem ženske in otroke v romskih naseljih še bolj na dno. Povem vam iz svojih izkušenj. Vsaka ženska v romskem naselju je žrtev. Vsak otrok v romskem naselju je žrtev. V tem trenutku vemo na občini Novo mesto za 2 nosečnici. Ena je v 5. in ena je v 6. razredu osnovne šole. Komentar verjetno ni potreben. Ampak Luka Mesec je šel še dlje. On je žalil s svojo ekipo, nas, ki smo na to opozarjali. Rekel je, da smo nestrpni. On je žalil župane, ker je rekel, da župani ne poznajo situacije na terenu. On pa sam ni pogosto prišel na teren. Sama vem, da je bil enkrat na srečanju institucij v Novem mestu. Mislim, da je bilo letos v začetku leta. Vsi predstavniki so mu povedali, da bo treba poseči tudi po palici, če korenček ne zadostuje. Ne, on je še pred včerajšnjim povedal, da pač palica ne bo delovala. Istočasno pa ni enega ukrepa povedal, ki bi deloval. In včeraj mu je novomeško ljudstvo sporočilo,
da se moti. In ko je včeraj predsednik vlade prostodušno priznal, da te institucije ne delujejo, je povedal tudi, da je Luka Mesec opravil slabo svoje delo. Zato bi se vendar moral zgledovati po dveh ministrih, ki so spoznali, da so krivi za situacijo na terenu in so odstopili. On se še vedno drži svojega stolčka, zato da rešuje svojo politično kariero, vendar nima pravice. Nima pravice zato, ker je ignoriral dobronamerne nasvete in predloge, do te mere, da se je zgodila tragedija. In tudi predsednika vlade, kateremu podpredsednik je Luka Mesec, sprašujem, kateri je njegov pravi obraz? Ali tisti, ki zasmehuje in se norčuje iz nas Dolencev, ali ta zadnji, ko je napovedal tako restriktivne ukrepe? Sprašujem se, kateri Robert Golob trenutno vodi vlado? Torej, ljudje, ki ne razumejo svojega poslanstva, ljudje, ki ne poslušajo ljudstva, ne morejo problemov rešiti in problemi so pereči. In zdaj kot Novomeščanka sporočam vsem, dovolj je. Mi se ne bomo ustavili v Novem mestu. Če bo treba, bomo prišli tudi v Ljubljano. Zato pozivam predsednika vlade in gospoda Luka Meseca najprej odstopita, ker to je včeraj ljudstvo pokazalo. In naj se opravičita ljudem, ker to, da včeraj niti eden ni pokazal niti kančka obžalovanja, to je ljudi res razjezilo. Po 3 letih in pol so imeli obraz priti v Novo mesto, zastraženi do obisti. V Novo mesto, kjer so rekli, da se situacija iz dneva v dan na področju varnosti izboljšuje. Vse te ministre in gospoda predsednika so spremljali do zob oboroženi oziroma zaščiteni policisti z nepribojnimi jopiči. Koga se je bal? Nas Novomeščanov, ki jokamo in žalujemo, se ne rabi. Romov se do zdaj ni bal in kot v posmeh, ko je tekla seja občinskega sveta, so bili policisti na vsakem vogalu novomeških ulic. Nedaleč stran, v naseljih, kjer živijo Romi, se je pa slišalo streljanje iz avtomatskega orožja. Kaj to pomeni? Da so jim tudi Romi poslali sporočilo: ne bojimo se vas. Upam, da so vsa sporočila včeraj razumeli in da tudi razumejo sporočilo podpisnikom interpelacije: dovolj je, odidite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Minister Luka Mesec je kot podpredsednik vlade tudi vladni koordinator za romsko problematiko, ki je v trajanju njegovega mandata eskalirala do tragičnega uboja v noči iz petka na soboto. V zadnjih 3, predvsem pa v zadnjih 2 letih je vladajoča koalicija Levica, Gibanje Svoboda in Socialni demokrati vztrajno zavračala vse konkretne predloge opozicije, Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. Vladajoča koalicija je zavračala predloge lokalnega prebivalstva, ki se je organiziralo v 7 civilnih iniciativ, in predloge župan in županov jugovzhodne regije. Vmes pa smo spremljali stopnjevanje nasilja in ustrahovanja strani organiziranih skupin Romov in posameznikov. Priča smo bili krajam, uničevanjem zasebne in javne lastnine, ustrahovanjem, maltretiranjem in grobemu fizičnemu nasilju. V zadnjih 2 letih so v javnosti zaokrožili številni posnetki pretepenih, ki so jih izvršile skupine Romov.
kmeta Antona Čemažarja, župana občine Ribnica, občana Andreja Brečka iz Šentjerneja in številnih drugih, med njimi cele kupice mladoletnikov in otrok. Minister Luka Mesec pa je kot koordinator za romsko problematiko tiščal glavo v pesek. 3 leta. Spomnimo se nekaterih njegovih izjav. Vprašanje novinarke, kaj naj ljudje naredijo, če policija pri romskem nasilju in ustrahovanju ne ukrepa, je odvrnil. Če policija ne ukrepa, naj se ljudje obrnejo na policijo. Župane jugovzhodne Slovenije je javno obtožil, da nosijo oni največjo odgovornost za zaostreno problematiko. V celotnem mandatu ni kot minister predlagal ali podprl sprememb na področju socialne, delovne in ostale zakonodaje, ki bi sankcionirala lenuhe in kriminalce. Celoten mandat je dajal potuho tistim Romom, ki sistem socialnih in drugih pomoči izkoriščajo. S tem ni delal škode samo večinskemu prebivalstvu, pač pa tudi Romom sami. Poslanka Slovenske demokratske stranke Anja Bah Žibert je 2-krat predlagala ustanovitev pododbora za reševanje romskih vprašanj. Obakrat so ta predlog njegovi koalicijski poslanki in poslanci zavrnili. Poslanec Slovenske demokratske stranke Jože Tanko, ki vodi komisijo za človekove pravice, za peticije človekove pravice in enake možnosti, je na zahtevo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke v zadnjem letu dni sklical 3 seje, na katerih naj bi sprejemali ukrepe glede preprečitve romskega kriminala na območju jugovzhodne Slovenije in ukrepe za zagotovitev varnosti. Minister Luka Mesec, vladni koordinator za romsko problematiko, se niti ene od teh sej ni udeležil. Tudi drugih ne, številnih drugih sej, na katerih se je razpravljalo o vedno bolj naraščajočem nasilju se strani Romov. Ni se udeležil seje komisije, ki je obravnavala nasilje romskih otrok nad ostalimi učenci. Poslanci vladajoče koalicije so to sejo najprej obstruirali, to se je nadaljevala na korespondenčen način, da so vsi glasovali proti predlogu. 5 poslank in poslancev Svobode, 1 iz Levice in poslanka Socialnih demokratov proti. Enako na 16. nujni seji, ki je obravnavala stopnjevanje romskega nasilja in neodzivnost države. Ministra in vladnega koordinatorja za romsko vprašanje Luke Mesca tudi na tej seji ni bilo, poslanci koalicije pa se najprej seje niso udeležili, na to so glasovali proti. Zadnja seja komisije za peticije človekove pravice in enake možnosti pa je bila 10 dni pred obojem v Novem mestu, 15. oktobra letos. Korespondenčno pa se je zaradi obstrukcije koalicijskih poslank in poslancev in brez sprejema kakršnih okoli odločitev zaključila na petek, dan pred obojem. Na petek, dan pred obojem v Novem mestu. Na tej seji smo predlagali v Slovenski demokratski stranki s podporo Nove Slovenije nabor ukrepov za zaščito prebivalstva na območju jugovzhodne Slovenije in vzpostavitev varnosti. Seje so se udeležili predstavniki ljudi združeni v 7 civilnih iniciativ, župani ter drugi predstavniki lokalnih oblasti iz jugovzhodne Slovenije, ki so opozarjali na tej seji, ki je bila pred 10 dnevi, da je samo še vprašanje časa, kdaj se lahko zgodi najhujše. In tudi na tej seji, 10 dni pred tem ubojem, ministra Luke Mesca, vladnega koordinatorja za romsko vprašanje, ni bilo. Minister Luka Mesec bi moral odstopiti v nedeljo, skupaj z ministrom za notranje zadeve in ministrico za pravosodje. Najkasneje po včeraj zvečer. Kot vladni koordinator za romsko vprašanje nosi celo večji delež odgovornosti kot ministra, ki sta odstopila. In ker ni odstopil, predlagamo poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije interpelacijo delu in odgovornosti ministra in predlagamo državnemu zboru, da ga razreši. Sonja Bodnič, Cvetka SDA. Pozivate torej k odstopu, in pozivi se vrstijo že od nedelje. Včeraj pa je bilo na trgu slišati navedbe v drugo smer, skratka ljudi, ki nočejo odstopov, ampak hočejo rešitve, hočejo ukrepe. Kako odgovarjate tem ljudem in pa kako vi vidite predlagane ukrepe, ki smo včeraj slišali? Najprej, kar se tiče ukrepov, ki jih pač pričakujemo.
Ljudje, ki so 3 leta pa pol gledali stran in so šele pri smrti spregledali, trdim, da ne razumejo situacije. Ljudje, ki so zaničevali vse in vsakogar, ki jih je opozarjal na njihove napake, ne razumejo situacije. Kako bodo ti ljudje zdaj pred volitvami situacijo rešili? To je moje prvo vprašanje. Drugo, kar je še hujše. Institucije so zatajile, so rekli vsi po vrsti, s predsednikom vlade na čelu. Se veste, kdo zakonodajo izvršuje? Institucije. Katere torej in kako? Jaz mislim, da definitivno ta vlada, predsednik vlade in Luka Mesec ne moreta več pred ljudi, oziroma da jim ljudje ne verjamejo več. In ljudje so jezni. In če greste vprašati Novomeščanke in Novomeščane, nas, ki živimo dol 3 leta in pol za to vlado in jo prosimo in opozarjamo, mi jim enostavno ne moremo verjeti. Zdaj pa še nekaj o ukrepih. Bila sem v dvorani, ker sem svetnica, in gledala sem ga v oči, ko jih je nasteval. Veste, to je bil nabor božičnih daril, ki jih je vrgal v en velik koš. Kar našteval je. Ne vem, če se sploh zaveda, kaj vse je naštel. In jaz teh ukrepov ne morem komentirati. Zato, ker je Robert Golob že temu slovenskemu narodu veliko obljubil in skoraj nič izpolnil. Torej, čakamo, da bomo konkretne ukrepe, ki jih Novomeščani pričakujemo, najprej videli na papirju, jih bo sprejela vlada, potem jih bomo pa lahko komentirali. Sama pa želim poudariti, da ne glede na to, kdo bo ukrepe pripravil, če bojo ti ukrepi pomenili izboljšanje situacije, tako na socialnem področju, kot na varnostnem področju, bom sama ukrepe podprla. Sprašujem se pa, kdo od slovenske javnosti v resnici sploh verjame, da bojo v teh parih mesecih dejansko naredili nekaj konkretnega. Mogoče najprej prvi del. Včeraj je bilo iz več kot 10.000 ust slišati odstop. Odstop, potem pa ukrep. Odgovor na vaše vprašanje pa vam moje, oziroma je vsebovan v eni ugotovitvi župana mestne občine Novo mesto, ki je izrekel včeraj, ko je dejal, zdaj predlaga predsednik vlade 20-krat bolj ostre ukrepe, kot smo jih predlagali mi župani pred 2 letoma, pa so jih poslanci njegove koalicije v celoti zavrnili. In to ne enkrat. Potem so bili ponovljeni strani Nove Slovenije 4-krat, ti približno isti ukrepi so bili 4-krat ponovno zavrnjeni. Torej, popolnoma jasno je, da to, kar zdaj predlaga predsednik vlade, ne gre za to, da bi se ta situacija tam uredila in umirila, ampak predlaga to samo za reševanje svoje lastne politične kože. In to je res prevrljeno, moram reči. In zato tega še enkrat povem, predsednik vlade bi moral na delu vstopiti. Ampak ker pač ni, ker pač je človek, ki bi očitno prodal tudi državo in svoj narod samo zato, da bi ohranil vladni fotelj, v katerem trenutno sedi, morajo oditi tisti, ki so poleg njega za to, kar se je zgodilo najbolj odgovorno. Ampak nekaj konkretnih ukrepov vendarle je bilo včeraj predstavljenih. Se lahko vsebinsko opredelite do tega? Boste to v državnem zboru podprli ali boste tem rešitvam nasprotovali? Katerega od teh ukrepov je potrdila vlada Roberta Goloba? Katerega? Nobenega. Ali so te ukrepe podprli ministri Levice? Če se bo to zgodilo, potem bomo šele razpravljali v državnem zboru o teh ukrepih. Še enkrat pa lahko povem, najprej odstop te neučinkovite vlade, za katero je predsednik vlade sam dejal, da inštitucije te države ne delujejo za delovanje inštitucij za odgovorno predsednik vlade, potem pa ukrepi. Ki bo seveda sprejela neka druga politična večina, ki bo oblikovana po naslednjih politikah.
Mogoče samo še odziv na nek prvi, zdaj še neuradni signal iz koalicije je, da delujete kontradiktorno, da na eni strani pričakujete takojšnje ukrepe za jugovzhodni del države, na drugi strani pozivate k predčasnim volitvam, kar pa vemo, da bi recimo, da odstopu vlade pripeljalo do nekega mrtvega teka, pač politična realnost, če pride do tega. Politična realnost je, da ta vlada ni naredila 3 leta pa pol nič. Politična realnost je, da jim pri tem koalicija ni nagajala, ampak jim je pomagala z konkretnimi rešitvami. Torej, politična realnost je, da jim ne moremo zaupati. In še nekaj je politična realnost. Da je predsednik vlade napovedal hude ukrepe ob dejstvu, da je podpredsednik vlade Luka Mesec en dan prej še enkrat izjavil, da palica ne bo rešila situacije. Torej, naj se najprej med sabo zmenijo, kaj hočejo, naj pridejo s temi ukrepi. Potem bomo lahko ocenjevali in ukrepe in njihovo delo. Vendar je stališče Novomeščank in Novomeščanov bilo včeraj jasno. Najprej odstop, ker vam ne moremo več zaupati, potem pa ukrepi, ker se bo agonija nadaljevala dlje, kot bi se, če bi bile predčasne volitve. Zdaj, glede te časovnice, v kateri sprašujete, kaj se zgodi, če je predsednik vlade odstopil, oziroma če bi odstopil v nedeljo, kar bi bila edina normalna rešitev, tako za državo, kot za ljudi, ne samo na območju vzhodne Slovenije, ampak celotne države. Izkušnje iz preteklih predčasnih volitev kažejo, da lahko do novih volitev, potem do nove vlade, pridemo v 3 mesecih. Recimo, ko je odstopila Alenka Bratušek v maju mesecu 2014, smo imeli volitve junija. V 2 mesecih in da se lahko oblikuje v naslednjem mesecu. Nekaj pomeni, da če bi predsednik vlade odstopil, bi imeli konec januarja lahko novo vlado. V tom obdobju, v teh 3 mesecih, s temi ukrepi, za katere niti v koaliciji niso enotni, ne bodo uredili nobene situacije na tem območju, ker bi lahko uredili, če bi želeli, že za izvajanje pooblastil, ki jih imajo zakonov in ukrepov, ki jim zakoni nalagajo. Če lahko glede ukrepov, tako iz lokalnih skupnosti, kot tudi iz vrstronskih svetnikov je slišati opozorila, da bi bili ti ukrepi potrebni že pred veliko leti, pred več leti. Pred precej časa smo bili priča tudi zgodbi Ambrus, takrat ni odstopil nihče od ministrov. Ne vem, so po vašem mnenju tudi vlade, kateri ljudje sta bili vaši dve stranki odgovorni za to, da ni pravočasno prišlo do sprejetja potrebnih ukrepov? Najprej, mi smo vložili te zakone v resnici 5-krat in predvčerajšnji 6-tič. Torej, naša vlada je pred volitvami vložila paket ukrepov, o katerih se pogovarjamo, pa ga je Levica ustavila z grožnjo po referendumu. Drugo, nihče ne trdi, da v preteklosti ni bilo napak. Ampak to, kar se dogaja v zadnje 3 leta, je pa preseglo vse meje. In kadar teren, ne politiki, povedo, kaj se dogaja in povedo tudi rešitve, kot so naredili župani, potem je odgovorna politika dolžna slediti potrebam časa in naroda. In tega niso naredili. Ni ta vlada kriva za nereševanje romske problematike pred njo, je pa kriva, da je ignorirala, vztrajno ignorirala in zavračala vse klice na pomoč iz Novega mesta. In zdaj, ko se je zgodil umor, šele zdaj priznavajo, da smo imeli prav. In še kako smo imeli prav. Glejte, tudi sporočila, ki sem mi rekla, ker jih je največ pošiljal Luka Mesec, so bila zelo napačna, verjemite mi. Živim v Novem mestu
In kot svetnica sedim zraven romskega svetnika, ki ga imam za prijatelja. Ko so župani avgusta 23 vložili paket zakonom, ki so nastali na terenu, je bil zdraven. Takrat je bil skrajni čas, da bi ukrepali, pa pač niso ukrepali. Zato so odgovorni, ker očitno niso razumeli, kaj hočejo ljudje. In veste, kaj to pomeni? Da oni sploh ne razumejo, zakaj so na oblasti. Ker predsednik vlade, ki reče, da institucije ne delujejo, za delovanje teh institucij pa je on odgovoren in pri tem ne odstopi, pošilja ljudem jasno sporočilo, da je neresen in naj ne računajo na njega. Računa pa on na njih na volitvah. In dobil bo odgovor. Torej, seveda ima ta problematika dolgo brado, vendar se je izrazito zaostrila do tega vrhunca v mandatu te vlade. In če kdo vam lahko to potrdi tisti, ki živi na tem območju. In tukaj sem si priklical v spomin izjavo gospe iz Novega mesta, ki je dala za eno od komercialnih televizij, ki je dejala, da so se ljudje v Novem mestu pred 5 leti počutili varni, ne samo počutili, bili so varni, zdaj se pa zadnja 3 leta nekomu počutijo pač. Kot veste, sem bila v službi, preden sem prišla na mestni občini Novo mesto. Zdaj je menda že 2 meseca od tega, ko so Romi napadli otroke mojih sodelavcev. Fanta, ki sta bila v kinu, sta nastradala. Eden je imel zlomljeno čelust. Pobrali so jim mobitele. Novomeški otroci in mladina ne ve, ali naj nosi sabo mobitel, da bo poklicala na pomoč, kar je storil tudi Alešev sin, ali naj ga pusti doma, da mu ga ne ukradejo. Veste, kaj rečemo meščani? To je samo vrh ledene gore, naš Aleš, ki je simbol Novega mesta, ker je delal na glavnem trgu. Vsak dan smo Novomeščani ustrahovani, vsak dan. Ali so to trgovke po trgovskih centrih, ali so to čistilke v šolah in učiteljice, ali so to dijaki v šolskem centru. In tega včasih ni bilo. In to je tisto, kar jim zamerimo, da niso razumeli, da mi nismo nestrpni, da mi ne širimo sovraštva, ampak mi želimo samo mir. Tega niso razumeli. Kako pa kot novomeška mestna svetnica vidite to, da na včerajšnji seji ni bilo slišati pripadnikov romske skupnosti? Jaz sem se tudi to spraševala. Ne vem zakaj. Prepričana sem, da naš romski svetnik te ukrepe podpira, ker sem rekla, da je fizično bil tukaj, ne bi pa rada ugibala. Pa mu tu naredila 3 pike. Kaj ti? Tudi njemu ni lahko življenje. Veste, normalni ljudje, ki tudi živijo v romskih skupnosti, oni so šele prave žrtve. In ne pozabite, kot sem rekla, ne pozabite, otroci in ženske. Tako da upam, da je z mojim duškotom Šmarkom vse v redu.